Glasbeni utrip. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu glasbenih dogodkov. Medtem ko se poletje poslavlja in se poletni festivali počasi končujejo, bomo danes nekaj minut namenili tudi prihajajoči koncertni sezoni. Ta teden konkretno glasbeni mladini ljubljanski. Sprehod po glasbenih prireditvah zadnjih dni tokrat obsega dogodke Festivala Ljubljana, in sicer 2 koncertni izvedbi oper Tosca in Otelo, muzikal Nesrečniki ter koncert orkestra Svete Cecilije iz Rima. Posebej pa se bomo posvetili še festivalu Sevix, ki je s koncerti stare glasbe obarval avgust. Ostanite z nami! Pretekli četrtek so zadoneli glasovi revolucije iz grl igralcev zagrebškega mestnega gledališča Komedije. Muzikal Nesrečniki je na prvi od 4 predstav, ki gostujejo na 73. festivalu Ljubljana, navdušil domače občinstvo v polnem avditoriju ljubljanskih Križank. Melodije Clauda Michela Schönberga, zgodbe o pogumu, drznosti, ljubezni in hrepenenju, ki je nastala po romanu Victorja Hugoja, so gledalce popeljale v začetek 19. stoletja, v Francijo, ko je ljudstvo sanjalo o svobodi in je bila ljubezen prepuščena kruti usodi. Med občinstvom je sedela Katja Ogrin. Zgodba Nesrečnikov se odvija v Franciji v začetku 19. stoletja in prikazuje družbene krivice, politične boje in iskanje odrešitve skozi osebno rast posameznika. Osrednji lik je nekdanji kaznjenec Jean Valjean, ki išče svoj moralni kompas v dolgem spopadu z nepopustljivim policajem Javerjem. Muzikal raziskuje tudi temo revolucije skozi usode mladih študentov, ki se v neuspešni junijski vstaji leta 1832 borijo za pravičnost in svobodo. Dražen Bratulič, ki nastopa v vlogi Žana Valžana in je delo tudi prevedel v hrvaščino, o zgodbi pove. Prvo kao priča koju je Hugo napisao, koja i danas još uvijek ima velikog smisla. Hugojeva zgodba o nesrečnikih je še danes aktualna in jo bomo potrebovali, dokler bodo na svetu ljudje, ki trpijo in niso svobodni. Od tistega časa je sicer preteklo že skoraj 300 let, a je ta zgodba še vedno potrebna, pomembna in se nas še kako tiče. Schönberg in Boblil sta jo tako dobro obdelala, da je od nje ostalo tisto najboljše, zato menim, da vsak, ki si predstavo ogleda s kakršnimi koli pričakovanji, če je človek, bo po koncu odšel drugačen, se ga bo dotaknila. In prav v tem je veličina tega materiala, te predstave, ki tudi nam, izvajalcem, nudi nekaj fantastičnega. Koji nama kao izvođačima nudi nešto fantastično. Pove Bratulič, ki je tako s petjem, kakor igro prepričljivo interpretira vlogo Žana Valžana, Igor Drvenkar v vlogi Javerja pa mu je vokalno ustrezno pariral. Kvaliteto obeh je publika sproti nagrajevala z aplavzom. Zagrebško mestno gledališče Komedija je 4 ponovitve predstave izvedlo v režiji Stanislava Moše, dirigiral pa je Dinko Appelt. Kot je pred nastopi povedal dirigent, nastupima u Ljubljani velika je odgovornost dirigirati jadnike, pjevati jadnike, izvoditi jadnike, to je doista... Z nastopi v Ljubljani prihaja velika odgovornost dirigirati nesrečnike, peti nesrečnike, izvajati nesrečnike. To je eden najbolj zanimivih muzikalov, čeprav je po svoji obliki pravzaprav pop opera. Že več kot 40 let ga neprekinjeno izvajajo na West Endu in je eden največjih angleških izvoznih del, pa čeprav gre za francosko delo Victorja Hugoja in Alaina Boblila. A Angleži so delo vzeli za svoje in še danes, ko obiščete London, je to prva predstava, ki si jo ogledate. Veseli me, da smo s tem delom tu v Ljubljani in upam, da bomo upravičili vaše zaupanje. Veselim se, da smo v Ljubljani, nadam se, da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam dali. Ustvarjalci te priljubljene glasbene zgodbe so kljub mestoma neizraziti izvedbi postregli z veliko mero vokalne kvalitete.
Poleg izvrstnih Dražena Bratuliča v vlogi Žana Valžana in Igorja Drvenkarja v vlogi Žaverja je med ženskimi vlogami najbolj navdušila vokalno in igralsko prepričljiva Nika Ivančič, v zelo slikoviti in zabavni vlogi gospe Thenardie. Vanda Winter v vlogi Fantin pa z izvedbo ene najbolj prepoznavnih pesmi Sanjala sem sanje ni postregla z dovolj izvedbene tankočutnosti. Kljub kvalitetno raznovrstni vokalni moči solistov je gledališki ansambel ob spremljavi hišnega orkestra pod vodstvom dirigenta Dinka Appelta zvenel prepričljivo in suvereno. Zgodba o družbenih krivicah, ljubezni in moralni odrešitvi je z vizualno podobo scenografa Petra Hlovšeka in kostumografinje Andreje Kučerove občinstvo uspešno popeljala v čas revolucije in sanj o svobodi. Ostajamo pri vokalno-instrumentalni glasbi. V manj kot tednu dni so ljubitelji operne glasbe v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu festivala Ljubljana poslušali dve mojstrovini. V sredo 3. septembra koncertno izvedbo izbranih arij in duetov iz Pučinijeve Toske. V ponedeljek 8. septembra pa odrsko prizoritev Verdijevega Otela. Pri obeh izvedbah sta sodelovala zbor in orkester Mariborske opere z dirigentoma Modestasom Pitrenasom in Robertom Gianolo. Dogodka ocenjuje Dejan Juravič. Puccini se je popolnoma zbližal z ideali verizma v svoji Toski. Libreto na podlagi istoimenske drame Viktorjena Sarduja je izvrstno izpeljan in zelo učinkovit. V skladu z naravo zgodbe, ki je grozljiva in krvava tragedija, je glasba opere polna strastnih izlivov in dramatičnih poudarkov, pa tudi heroična in mračna. Tosca is truly, I know they call it the shabby little shocker, but to me it is a perfectly written opera. Toska, skromna, mala šokantna opera je zame vzorno in dovršeno napisana opera. Niti ena nota, niti ena gesta, dinamika, nič ni odveč. Puccini je vse to zapisal v partituro in nam, pevcem, olajšal delo. Ko sva z Brinom nazadnje pela Tosko, to je bilo januarja v Metropolitanski operi, je bil to zame vrhunec moje kariere. Mimogrede, menim, da je Brin največji živeči interpret vloge Scarpije. Ne govorim samo o čudovitem glasu, ampak zares impozantni odrski pojavnosti, ki je srhljiva in ganljiva hkrati. Vlogo Toske sem v svoji karieri največkrat pela in kot vemo, je zelo malo opernih del, v katerih pevci na odru igrajo vlogo samega sebe. Poistovetila sem se s tem likom, ki je zapleten in se nenehno spreminja, tako kot se jaz. Mislim, da je Toska zelo sodobno delo, ne samo zaradi glasbe, ampak tudi zaradi zgodbe. Lahko jo uprizorimo tukaj in zdaj. Leta 2025 je še vedno pomembna in aktualna, kot je bila ob nastanku. Ne smemo pozabiti, da je glasba zares lepa. In ni ga poslušalca, da si ne bi zamrmral kakšne melodije iz opere, ko zapusti dvorano. Puccini je bil mojster melodije. Njegove zgodbe so globoke in pretresljive, liki pa očarljivi, poglobljeni in ganljivi. And the story writing of it, the characters that he creates are so deep and thrilling and in-depth and relatable. Tako razmišlja interpretka Toske, sopranistka Sondra Radvanovski, ki je pred 2 letoma, prav tako v sklopu festivala Ljubljana na gala opernem koncertu z deli Puccinija, Giordana in Dvoržaka nastopila skupaj s tenoristom Piotrom Bečalom. Cavaradosija je interpretiral Freddy de Tomaso, ki je prvič gostoval pri nas, vlogo Scarpije pa je upodobil sir Brin Terfel, ki je prav tako prvič nastopil v Sloveniji. My eldest son told me, when you go to Ljubljana, father, I am more famous than you. Moj najstarejši sin Tomos mi je povedal, da je v Sloveniji bolj slaven kot jaz. Namreč 9. novembra 2017 je postal 38 milijonti obiskovalec Postojnske jame. In novica je bila objavljena po televiziji ter v številnih tiskanih in spletnih medijih. Zelo sem vesel, da lahko gostujem v Ljubljani in da lahko nastopam s tako izjemnimi izvajalci, predvsem Sondro, ki je zame največja živeča interpretka vloge Toske. Sicer pa je opera zares vrhunska, ki 3 glavnim vlogam omogoča številne možnosti.
Zdaj, ko sem tukaj, bi lahko tudi jaz obiskal Postojnsko jamo in morda postal 39 milijonti obiskovalec. Šalo na stran, zelo se veselim koncertne izvedbe v skrajšani različici, ki smo jo že izvedli v Vilni. Morda boste pogrešali izpuščene dele in interprete manjših vlog, ampak ključni odlomki za razumevanje dela so seveda ostali. And yes, you might miss a certain element of the smaller roles, but the most significant areas of that piece is being performed. Hibridna Toska s 3 solisti, ki so prepevali jagodni zbor odlomkov iz opere, ni zvenela ravno Pučinijevsko razigrano, je pa zato razgalila pomanjkljivosti v izvedbi. Ključni element vedno ostaja glasba. Ta izpod Pučinijevega peresa zveni tekoče, lahkotno, igrivo, je nebeško lebdeča, pa tudi strastno dramatična s številnimi izbruhi. Vse to zahteva dirigentovo natančnost in zbranost. Glasbeno vodstvo Modestasa Pitrenasa so žal prevečkrat zaznamovala številna neskladja ter razsekani tempi in agogika, zbor pa je zvenel vrhunsko. Kljub koncertni izvedbi smo spremljali nekaj odrskega dogajanja, ki je v skladu z naravo zgodbe grozljivo in krvavo, pa tudi strastno in dramatično. Prepričljiva sta bila oba uboja, tako Scarpije kot Cavaradosija. Zadnjega je upodobil Freddy de Tomaso, ki je vskočil na mesto obolelega Jonathana Tettelmana. Britansko-italijanski tenorist je imel s temno obarvanim, heroičnim glasom prepričljiv nastop. Sir Brinterfel pa je lik Scarpije zgradil na impozantni odrski pojavnosti, ki je bila srhljiva in ganljiva hkrati. Toska Sondre Radvanovski je bila zgledna, v spodnjem registru sicer neslišna, na drugi strani pa z vsemi glasovnimi odtenki prepričljivo virtuozna. V Toski je nekaj, kar nas prevzame, prepriča in hkrati plaši. Dokler bo to obstajalo, si bodo umetniki prizadevali, da bi nam to posredovali, bolj ali manj uspešno. Tretji vrh v Verdijevem ustvarjanju sta njegovi zadnji operi, Otelo in Falstaff. Napisal ju je v poznih letih po dolgem premoru, ki jo loči od Aide, obe v sodelovanju s 30 let mlajšim skladateljem in književnikom Arigom Boitom kot libretistom. Obe sta nastali po delih Shakespearja, ki je bil Verdijev dramski idol že od mladih let. Giuseppe Verdi je oboževal Shakespearja, čeprav se ni nikoli naučil angleščine, je v angleškem bardu prek italijanskih prevodov našel sorodno dušo. Navsezadnje sta kljub večstoletni razliki vsak na primerljiv način prispevala k svojim umetninam. Tako kot je Shakespeare svojo briljantno manipulacijo obstoječih gledaliških konvencij korenito spremenil angleško igro, je Verdi zavedno spremenil italijansko opero, saj je stare glasbene formule dopolnil z resničnimi liki in dramo. Verdijevo predzadnjo mojstrovino s premiero na odru mariborske opere februarja letos je režiral Guy Montavon. Scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe je bil Wolfgang von Zaubeck, ustvarila sta čisto predstavo brez odvečne mizanscene in nekoliko predrugačila zgodbo. Otelo Desdemoni vrže bodalo, s katerim se sama zabode in umre v zaporu. Dramaturški odklon nima nobene zveze s Shakespearjevim in Boitovim libretom, je pa k sreči glasbena izvedba bila dobra.
Glasbeno vodstvo je bilo v rokah Roberta Gianole, ki je uspešno krmaril med plemenito in ekspresivno vokalno-melodično deklamacijo ter bogatim orkestrskim zvokom. Trikotnik glavnih likov so sestavljali solidni, toda nekoliko utrujeni Carlos Marcelo Ventre kot Otelo, vedno suverena Sabina Cvilak kot Desdemona in odlični Luka Brajnik kot Jago. To je bil monolog Jaga v interpretaciji Luke Brajnika na posnetku nastalem v sklopu neposrednega prenosa iz Mariborske opere 15. februarja letos. Prejšnji torek pa je v Cankarjevem domu tudi kot del festivala Ljubljana nastopil orkester Nacionalne akademije Svete Cecilije, orkester z več kot 100-letno tradicijo, ki ga zadnje leto umetniško vodi britanski dirigent Daniel Harding. Pod njegovim vodstvom je orkester zaigral tudi v Ljubljani. Solistka pa je bila češka mezzosopranistka Magdalena Kožena. Ocena Primoža Trdana.
Kot običajno tudi letos septembrski del festivala Ljubljana prinese največja orkestrska gostovanja, tudi celotne koncertne sezone. Tako lahko danes na festivalu ter v neposrednem prenosu na našem programu slišimo orkester Monte Carla, v petek pa pričakujemo gostovanje Dunajskih filharmonikov. Ta gostovanja pa je uvedel orkester Nacionalne akademije Svete Cecilije, ki v deželi opernega primata goji odnos do simfoničnega repertoarja. Ta odnos pa se kaže na izjemno neobičajen način, ki v času obilja tehnične perfekcije pomeni dobrodošlo razliko. Rimski orkester sooči z nenavadnim srečanjem bolj sproščene, celo razrahljane igre, ki ne omogoča popolnoma enotnega modeliranja glasbenih fraz, lahko pa v hipu to nadomesti s prebujeno igro. Takšna je bila že Verdijeva uvertura Kopri moč usode. Daniel Harding jo je začel že med skokom na podij, v njej pa še nismo slišali toliko dinamičnih nijans, ampak predvsem sproščeno muziciranje. Harding je nasploh deloval predvsem kot dober urejevalec igre z manj interpretacijskih idej. Zlasti v Brahmsovi drugi simfoniji je z malo poudarjanja agogičnih sprememb in razlik v značajih, obliki, predvsem omogočil, da se je orkester Akademije Svete Cecilije izkazal z razživetim muzikantstvom. Tudi solistično se orkester ni ravno razvnel, na primer v nekako dinamično izravnanih, monotonih solih hornista. Vse bolj pa so se aktivirale sekcije, ki so delovale kot komorne zasedbe. S komuniciranjem med seboj z glasbenimi in telesnimi gestami so Brahmsa glasbeniki igrali s strastjo, ki jo redko slišimo v sodobnih simfoničnih orkestrih. Prav ta predanost igranju, zaradi katere je nekajkrat popustilo celo enotno lokovanje prvih violin, je Brahmsovi drugi dala nepričakovan presežek. No, bolj od Hardinga je samo svojo interpretacijo izstopila solistka Magdalena Kožena v Berjevih ljudskih pesmih. Pesmi poznamo iz mnogih izvedb, od prve izvajalke Kathy Berberian, letos je minilo 100 let od njenega rojstva, do tudi več dobrih domačih pevk. Kožena ni podala samo natančno pripravljene izvedbe, nismo slišali samo obarvanja znanih napevov z njenim nekoliko temnejšim, ampak hkrati tudi prožnim tonom. Predvsem je izstopalo, kako dobro je to glasbo napolnila z izrazitim pripovednim tokom. Ne le skoraj igralskimi namigi, s katerimi se je nekako uživljala v drobne zgodbe, predvsem z glasom, ki se je lahko umaknil v zamolkle barve. Mezzosopranistka je pevski nastavek znala pomakniti k grlu in izvedbo nekoliko približala ljudskosti, a se je hitro vrnila k pričakovani virtuoznosti. Morda bi si ob tej izjemno inteligentni interpretaciji velikega pevskega imena zaželeli tudi večji odmik od tehnike, od vztrajnega vibrata, kot to znajo storiti godala, bliže avtentični ljudskosti, a jasno je bilo, da smo slišali poglobljeno večplastno izvedbo, ki je ves čas merila na sporočilnost, ne na zunanji efekt. Toliko o dogajanju na festivalu Ljubljana, ki se z nastopi velikih imen nadaljuje tudi ta teden. Zdaj pa gremo iz Ljubljane na festival stare glasbe Sevix, ki je pod umetniškim vodstvom Klemna Ramovša potekal med 8. in 22. avgustom. Obiskovalcem je na več kot 10 lokacijah skupaj ponudil kar 24 dogodkov, vključujoč tradicionalne predtakte, predkoncertne pogovore oziroma klepete z umetniki in umetnicami. Pestro festivalsko dogajanje je v Celju spremljala Katarina Radaljac. Tudi letos se je glavnina festivala Sevix odvijala v Celju, na več pomembnih prizoriščih z bogato kulturno dediščino, v katerih je zazvenel raznolik program, večinoma sestavljen iz instrumentalnih del, nastalih vse od zgodnje renesanse naprej. Predstavilo se je kar nekaj mladih slovenskih glasbenikov in glasbenic, specializiranih za izvajanje stare glasbe, tudi v okviru vsebinskega sklopa festivala, poimenovanega Sevix Collegium Artis, ki skrbi tako za mednarodno povezovanje glasbenikov, kot za povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi v okviru istega koncerta. Tako je letos nastala nova mednarodna zasedba Tres Pájaros, v zasedbi Urška Cvetko, kljunasta flavta, Teja Plesničar, baročna harfa in Pilar Almalé, viola da gamba, ki je navdušila na predzadnjem koncertu tokratnega festivala Sevix, ki je potekal 21. avgusta v Stari grofiji v Celju. Glasbenice so že na predkoncertnem pogovoru povedale, da so se v trenutku začutile in povezale prek glasbe
In to je bilo mogoče slišati tudi na samem koncertu, kjer je prevladovala izredno sproščena, vključujoča igra z elementi improvizacije, manjkalo pa ni tudi pozornega poslušanja in glasbenega navezovanja. Rdeča nit razgibanega programa, ki je segal vse od priljubljenih Bachovih in Telemanovih del, pa do tradicionalnih sefardskih in tudi slovenskih ljudskih pesmi, so bile ptice, od tod tudi ime zasedbe Tres pájaros, 3 ptice. Na festivalu Sevix so letos potekali kar 3 solistični recitali. V cerkvi svetega Benedikta v Stranjah je nastopil Isidor Erasem Grafenauer, ki je na programu umestil skladbe manj znanega baročnega skladatelja Silviusa Leopolda Weissa ter predstavil del njegovega solističnega repertoarja za baročno lutnjo. Organist Uroš Pele je v podružnični cerkvi svetih treh kraljev Benediktu izvedel dela iz zakladnice Bachovih orgelskih mojstrovin, zazveneli so skladateljevi preludiji, fuge in koralne predigre. Nekoliko manj običajen pa je bil koncert španskega violinista Jorgea Jimeneza, ki se je v hudičevem turnu v Soteski pri Dolenjskih Toplicah predstavil z najbolj priljubljenimi skladbami španskega baroka, napisanimi za kitaro. Dela, prirejena za baročno violino, so na prvi posluh zvenela precej virtuozno in spevno, a bolj natančen pogled pod prste leve roke je izdal, da se glasbenik večino časa zadržuje v prvi, najbolj enostavni legi, med hitrimi pasažami in skoki čez strune pa so velikokrat zazvenele kar prazne strune. K občutku, da je sicer nadvse angažiran nastop z umestnimi doživetimi razlagami skladb, zvočno nekoliko enoličen in preenostaven, so pridodali tudi mestoma povsem neizpeti zaključki skladb ter pregrob pritisk loka ob struno, ki je zlasti ob pretesnem stiku s kobilico povzročal hreščanje. Pri umestnih in improviziranih delih, v katere je Jimenez vpletel odlomke Bachovih del, pa smo lahko začutili veliko več pristnega, virtuozno in izpovedno violinskega duha. Slovenska zasedba Mesa di Voce v zasedbi Urška Cvetko, kljunasta flavta, Aida Porenta, baročna violina ter Isidor Erasem Grafenauer, baročna kitara in teorba, je zasnovala raznolik, interaktiven program za najmlajše obiskovalce in obiskovalke festivala Sevix. Na koncertno-performativnem dogodku, naslovljenem Baročni jukebox, so predstavili najbolj poznane baročne skladbe Bacha, Tartinija, Vivaldija in drugih, pri čemer si je kar 4 skladbe na programu lahko izbrala publika sama. Hkrati so glasbeniki na zanimiv način predstavili značilnosti baroka ter svojih inštrumentov, za prav posebno izkušnjo pa je poskrbela Urška Cvetko s pripovedjo ob japonskem kamišibaju. Na pokoncertnem pogovoru so glasbeniki z veseljem odgovarjali na vprašanja najmlajše obiskovalke ter povedali, da s podobnim programom gostujejo tudi po osnovnih šolah v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije.
18. avgusta je na festivalu Sevix nastopila švicarska zasedba Capella Helvetica ter prepričala z ubrano izvedbo razgibanega renesančnega repertoarja, s katerim je poslušalce popeljala po 4 evropskih državah: Franciji, Nizozemski, Italiji in Nemčiji. Vsi nastopajoči so igrali na kljunaste flavte, umetniški vodja Katarina Havn se je predstavila še na kornetu, Adam Bregman na pozavni in Maruša Brezavšek na dulcijanu. Zvok teh redkeje slišanih glasbil, zlasti na tako visokem poustvarjalnem nivoju, se je nadvse prilegel v čudoviti dvorani Knežjega dvora v Celju. Sklepnemu koncertu letošnjega festivala Sevix, ki je potekal 22. avgusta v Narodnem domu v Celju, je na začetku umanjkalo nekaj sproščenosti in pristne povezanosti med glasbeniki. Domač ansambel Il Terzo Suono se je predstavil z nekoliko enoličnim repertoarjem, v celoti sestavljenim iz instrumentalnih del Tartinija in Vivaldija. Baročna godala ob spremljavi čembala so sicer zvenela učeno, a brez pravega zanosa. V želji po bolj intenzivni interpretaciji je prvi violinist mestoma uporabljal preveč pritiska na lok, na staccato in spiccato mestih pa so note zazvenele preveč ostro ali pa brez primernega, lahkotnejšega odboja od strun. Nekaj več sproščenosti in igrivosti smo lahko slišali ob izvedbi priljubljene La Folie Antonija Vivaldija, prepričljiva sta bila tudi sola flavtistke Jasne Nadles in violončelista Milana Vrsajkova. Prav poseben je bil letošnji 10. dogodek festivala Sevix, na katerem sta nastopili čembalistka Eva Dolinšek in plesalka Anja Mejač. Izvedli sta arijo in vseh 30 Goldbergovih variacij Johana Sebastiana Bacha, prepletenih z gibi flamenka. Projekt, čigar osrednja ideja se glasi igrati partituro, pozabiti del sebe, je na odru Glasbene šole Celje zaživel v intimnem prepletu zvokov in gibov. Obe nastopajoči je bilo mogoče opazovati v solističnih vlogah, a hkrati se je med njima čutila globoka povezanost skozi in preko glasbe. Na mestih, kjer so bili koraki plesalke slišni, smo lahko občudovali njen smisel za glasbeno izražanje in dopolnjevanje partiture čembala. Neslišni gibi, ki so se iz polja flamenka pomikali k sodobnejši improvizaciji, pa so glasbo odslikavali na povsem svoj vrsten način ter pridodali k izkušnji poslušanja, sicer nadvse občutene izvedbe čembalistke. Eva Dolinšek se je izkazala s poglobljeno, premišljeno in svežo interpretacijo Goldbergovih variacij ter poslušalca popeljala čez najrazličnejša občutja ob občudovanju njenega tehnično dovršenega glasbenega izraza.
Kratek skok čez mejo je zdaj pred nami, in sicer v Benetke, kjer se je mudil Dejan Juravič. Tam so po poletnih počitnicah uprizorili 7. letošnjo premiero, opero Tosca Giacomo Puccinija. To je bila nova uprizoritev te opere na odru teatra La Fenice. Dejan Juravič je spremljal nedeljsko predstavo 7. septembra. Vsako izmed 3 dejanj opere je, kot vemo, postavljeno na znamenito rimsko prizorišče. Prvo se dogaja v cerkvi Sant'Andrea della Valle, drugo v Scarpijevem stanovanju v palači Farnese in tretje na Angelskem gradu. Opera je nastala v natančno določenem zgodovinskem kontekstu, današnji režiserji pa v krutosti Scarpije pogosto vidijo odseve diktatur, ki so nam bližje. Tudi režiser tokratne uprizoritve, Joan Anton Recci, je zgodbo uvrstil v 50. leta prejšnjega stoletja v nedoločeno državo, v kateri strah pred ovadbo ali neutemeljenimi obtožbami bolj spominja na kriminalne, skoraj mafijske dinamike. Posodobljeno dogajanje, scenografijo Gabriela Insignaresa, je v prvem dejanju postavil pred mogočna cerkvena vrata, ki jih obnavljajo. Gradbeni oder je tako služil kot dogajalni prostor, številne stopnice pa so usmerjale odrski promet. Drugo dejanje je bilo postavljeno pred Scarpijevo vilo, pred katero je parkiran razkošan avtomobil, na katerega zadnjih sedežih ga Tosca ubije, tretje pa pred obzidje na terasi Angelskega gradu, s katerega se naslovna junakinja vrže v smrt. Novi dramaturški načrt brez poglobljene psihološke karakterizacije likov tako ni ponudil logične interpretacije, ki je navdih kljub vsem posodobitvam črpala iz že znanih konvencionalnih pristopov in konceptov, kodificiranih v številnih drugih uprizoritvah. Na drugi strani je glasbeni del predstave pod vodstvom dirigenta Daniele Rustionija v ospredje postavljal številne orkestrske barvne odtenke ter jih med napetimi zvočnimi valovanji povezoval z lirično in sentimentalno mehkobo. Zgledno fraziranje, natančnost in zbranost so omogočali konverzacijo z glasovi na odru, ki niso bili nikoli preglašeni, temveč v skladu čustveno intenzivnostjo. Chiara Isoton je učinkovita Tosca, daleč od pretiranega realizma in cenenih učinkov, psihološka karakterizacija lika pa zelo natančna, odlikujejo ga odlična dikcija, perfektna dinamika in uravnoteženost v celotnem glasovnem razponu ter elegantno fraziranje. Riccardo Massi se je vloge Cavaradosija lotil nekoliko zadržano, v nadaljevanju predstave pa vendarle pokazal samozavest v visokih tonih s prijetnim in žametnim glasom v srednji legi. Motor predstave, baron Scarpija, je zažival z Robertom Frontalijem, ki je ne samo z odlično in samozavestno odrsko pojavnostjo navduševal v vlogi šefa rimske policije. Io non ci sono demonio
Z opero se počasi bližamo koncu današnjega glasbenega utripa. Preden se poslovimo, le še na kratko poglejmo vnaprej. V začetku septembra je v ljubljanski mestni hiši potekala novinarska konferenca Glasbene mladine Ljubljanske, ki letos vstopa v svojo 61. sezono. Dejavnost te ustanove ostaja trojna. Sestavljajo jo glasbeno-izobraževalni projekti za mlajše poslušalce, koncerti mladih glasbenikov in mešani mladinski pevski zbor Veter, ki vrsto let že zbira srednješolce različnih srednjih šol in jih povezuje v ustvarjalno glasbeno telo, tako da vsi tisti srednješolci, dijaki, ki bi si želeli malo pokukati v svet glasbe, zelo prisrčno dobrodošli. Tereza Podlogar jih zna animirati, seveda po drugi strani pa zahteva zelo resno delo, tako da ob vseh obveznostih, ki jih imajo v srednjih šolah, nekateri težko to spravijo skupaj, ampak imamo sicer majhno skupino, majhen zbor, ampak kvaliteten. Pevci zbora Veter vsako leto zapojejo na letnem koncertu in koncertu Zborovski pevci za zborovske pevce, na katerem v goste povabijo še en mladinski pevski zbor. Razen njih, mladi glasbeniki nastopajo tudi v že ustaljenih koncertnih ciklih. Skupaj se bo v okviru teh ciklov zvrstilo okrog 30 koncertov. Predsednik Glasbene mladine Ljubljanske Janez Rozman. Torej, programska komisija je dobila 151 prijav za to sezono. Izbrala jih je 50, nekako se pravi tretjino tega uspemo mi spraviti v naše programe. Sodelujemo z več različnimi cikli in z različnimi organizacijami, prizorišči. Mladi imamo že vrsto let v Cankarjevem domu, ob klavirju večinoma v Filharmoniji slovenski in seveda tudi na Akademiji za glasbo. Zvonki mladih dobimo se, je tukaj Magistrat, ta prelepa hiša. Prisluhnimo, se spet seli v ljubljansko opero in potem imamo še glasbeno ulico in jazz mladih, kjer pa sodelujemo s Konzervatorijem za glasbo in balet Ljubljana, bodisi da je to na Vegovi ulici 7 ali pa na Ižanski cesti, se pravi na matičnih njihovih prizoriščih, šolah. Bodo pa letos svojo dejavnost nekoliko razširili. Da pri enem od koncertov ob klavirju sodelujemo in se povezujemo z Avstrijci, tako da bomo imeli 2 koncerta, enega v Ljubljani in enega pa seveda tudi pri njih v Avstriji, verjetno v Gradcu. Tretji del dejavnosti Glasbene mladine Ljubljanske so, kot je omenjeno, koncerti za mlade poslušalce, ki jih pripravljajo v sodelovanju s poklicnimi orkestri in potekajo v obliki matinej za šole in vrtce. Na njih nastopajo Orkester Slovenske filharmonije, Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija ter Policijski orkester. Ki nam pomagajo, da odpremo vrata tudi mladim obiskovalcem, se pravi, da jih mlade otroke in dijake tudi seveda navajamo na glasbo in da spoznavajo in seveda, da v njej tudi uživajo. Zelo dober obisk je napovedan, se pravi zelo dober vpis na te naše koncerte, tako da se tega prav veselimo. Teh koncertov bo skupaj 15 in potekali bodo v Cankarjevem domu. Na njih pa bodo mladi poslušalci poslušali glasbene pravljice, razmišljali o povezavi med glasbo in čustvi ter spoznavali filmsko glasbo in jazz. Seveda je treba kot vedno omeniti 2 pridni sodelavki, ki sta ponavadi v ozadju. Vesno se veselim, ko se kaj ukvarjamo oziroma ko se kaj pogovarjamo z Glasbeno mladino Ljubljansko in o njej, da se lahko zanesem na te 2 osebi. Larisa Marjanovič in Nataša Kovačič.
Spomnimo še, da v september v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske poteka tudi cikel Jesenske serenade. Gre za koncertni cikel, ki obsega 4 koncerte, ki se po 5krat ponovijo na različnih lokacijah po Sloveniji. V Ljubljani, Dravogradu, Medvodah, Ajdovščini oziroma v Vipavskem križu ter na Krasu in v Brkinih. Letošnji nastopajoči so pianistka Meta Fajdiga, ki z Dejanom Pevčevičem ustvarja večer Slike z razstave. Evfonist Nejc Merc in harmonikar Matjaž Balažič, ki na koncertu Med prostori sodelujeta s Kristjanom Koželjem. Kitarist Jaka Klun in Tadej Pišek izvajata večerne arabeske, Nika Prusnik pa z brati Poljanec na koncertih predstavlja album z naslovom Ob reki M. Informacije, kdaj in kje nastopajo, boste našli na spletni strani Glasbene mladine Ljubljanske, kjer so navedeni tudi preostali koncerti mladih glasbenikov in za mlade poslušalce. Zdaj pa se, gospe in gospodje, zares poslavljamo. Glasbeni utrip smo pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars, tonski mojster David Lab in glasbena urednica Vesna Vovk. V oddaji smo predstavili zadnje prireditve festivala Ljubljana, muzikalne srečniki, koncertne izvedbe Otela in Toske ter koncert orkestra Svete Cecilije. Posvetili smo se festivalu Sevix, omenili Tosko, ki jo uprizarjajo v Benetkah, in predstavili prihajajočo koncertno sezono Glasbene mladine Ljubljanske. Če ste jo zamudili ali bi jo želeli znova slišati, poslušajte ponovitev oddaje, ki bo na sporedu jutri dopoldne ob 11, seveda na programu Ars. Lahko pa jo poiščete tudi na naši spletni strani. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodnji teden obarva glasba. Katere koncerte lahko poslušate te dni, vam na programu Ars povemo vsako jutro v rubriki Glasbeni poudarki. Ta je na sporedu kmalu po 2. jutranji kroniki, torej okoli 7:30 zjutraj.